Hajdi in paketek na Teme. Kids TV. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. A gremo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Dragi moji otroci, mi smo Hajdi kar že za svoje vzeli, kaj ne? Kako ne bi? Ko pa je Hajdi in paketek postal že prava stalnica na Timi Kids TV. A vam lahko še eno skrivnost povem? Veste, jaz vsak dan grem k poštnemu nabiralniku in čakam. Čakam, da pride poštar. Vsak dan znova upam, da mi prinese Hajdi in paketek. In veste kaj? Včeraj ne samo, da mi je prinesel Hajdi in paketek, prinesel je še cel servisni center. Ja, poglejte, zgoraj je avtomehanična delavnica, tukaj spodaj je bencinska črpalka, tule je avtopralnica. Ja, zato pa pravim, da je cel servisni center. Zakaj ga je prinesel? Pojma nimam. Nimam pojma, tudi ne vem, kaj je v paketku. Ja, nisem ga odprla, ker sem želela, da ga skupaj odpremo. To ja počnemo skupaj. Tako je bolj zanimivo. Sem pa prepričana, da je Hajdi spet pustila kakšen namig v pismu. Spet je poslala pismo. A ga preberem? Boste poslušali? No pa dejte. Čiv, Diana in otroci. Sem se včeraj po mestu vozila, vame sta skoraj trčila kar dva avtomobila. Beli in črni prehitro sta vozila, prekršila cestno-prometna sta pravila. Kričala, grde besede govorila, da sem si raje ušesa zamašila. Ko bi neotesanca vedela, da le 5 minut dlje bi počakala, pa na cesti ne bi nastala taka štala. V tistem trenutku sem se odločila, da ti bom v poštnem nabiralniku nov paketek pustila. Stvarmi, ki ti bodo v pomoč, da boš otrok o strpnosti učila. Ne povem, kaj notri se skriva, to boš z malčki skupaj odkrila. So pa notri le 3 reči, poštar pa ti velik servisni center pred vrati pusti. Zdaj pa hitro paketek odpri, prepričana sem, da radovedni ste čisto vsi. Vaša Hajdi. Seveda smo radovedni, smo veseli servisnega centra, kaj ne? Ampak radovednost nam pa še vedno ne da miru. Le kaj se skriva v paketku? Ga odprem, pogledam. Pa dej, odprimo ga. Pokukajmo v notranjost. Pa so res le 3 reči. Vas radovednost muči, kaj ne? Najprej bom paketek dala tule na stran, takole. Zdaj pa bom eno po eno vozilo vlekla iz paketka. Pa poglejmo. Avtobus, wow! Kakšen, ga vidite? Poglejte ga, kakšna lepa kolesa ima. Pa take črne barve je. No, pa spodaj ima tak moder rob. Kam ga bomo dali? Tukaj ga bomo postavili v vrsto, ker po vsej verjetnosti se bo zapeljal do mehanične delavnice, da mu avtomehaniki pogledajo, če je vse v redu z njim. Gremo naprej. Tule je, tak modri avtomobil. Ravno tako ima kolesa. Seveda mora imeti kolesa, če se želi peljati po cesti. A bo držalo? Bo? No, pa še njega zapeljimo. Tule spodaj, pa k avtobusu. In še, rdeče oziroma temno rdeče vozilo. Poglejte ga, in tudi to ima 4 kolesa. 1, 2, 3, 4. Pa ga postavimo tole do modrega avtomobila. Pa da si jih boste pobliže pogledali, predlagam, da naredimo najprej en krog z avtobusom. Pa en krog z modrim avtomobilom.
so avtomobili trčili, se je zgodila prometna nesreča. Ker niso bili dovolj strpni, ker niso počakali, da bi se avtobus najprej umaknil in potem še moder avto in rdeč. Prometna nesreča se je zgodila. Avtomobili so poškodovani in zdaj morajo v mehanično delavnico. Drži, no, pridi avtobus. Takole, kar zapelji se tule na za to označeno mesto. Takole, da te bodo mehaniki popravili. Naslednji je moder avtomobil, ki mora tudi v mehanično delavnico. Moraš počakati na svojo vrsto. In še rdeči avtomobil. Hej, kaj pa je ta gužva? Tudi jaz sem poškodovan, tudi jaz moram k mehaniku. Sem jezen, zakaj moram čakati, ne bi čakal. Hej, ni lepo kričati na druga vozila. Razumem, da težko ti je v vrsti stati, ampak nestrpnost še nikoli nikogar ni osrečila. Če te stiska od jeze, imaš več možnosti, kako se z njo spoprijeti. Imamo res več možnosti, kako odreagirati, če smo jezni. Bo držalo, kaj ne? No, sem radovedna, o kakšnih možnostih govori tale modri avtomobil. Lahko si sicer jezen in kričiš, ampak to spravlja v slabo voljo tebe in vse okoli. Pa čisto nič hitreje ne boš na vrsti. Samo povem, se ti ne zdi boljša možnost, da globoko vdihneš, pogledaš v nebo in šteješ oblake recimo. Pa še to, veš, namesto da bi se v takih trenutkih spoprijateljil z drugimi vozili, se samo oddaljuješ od nas in kvariš sam sebi dneve s slabo voljo. Medtem, ko čakava, bi me lahko vprašal, kako sem in če tudi mene mogoče moti to čakanje, ki ni najbolj prijetno, ampak v miru pač čakam. No, vidiš, lahko bi skupaj kremljala, pa glej zdaj. Se tule prepirava in grdo gledava. Pa če se ti že tako mudi, lahko greš pred mano. Avtobus, delo je opravljeno, lahko zapustite mehanično delavnico. Srečno! Še bencin. Si bo avtobus natočil? Takole. Poglejmo, kaj se dogaja med modrim in rdečim avtomobilom. No, kar pojdi naprej, kar pojdi. Ne no, sej ne bom, kar izvoli. Ali ima morda prav? V resnici z razburjenjem res nisem čisto nič dosegal. Nisem bil prej na vrsti in ja, v slabo voljo sem se spravil. Pa tudi drugi niso bili navdušeni nad mojim obnašanjem. Pa res nisem nič dobrega naredil s tem, ko sem bil nestrpen. Morda pa lahko rdečemu avtomobilu svetujemo, da naslednjič poskusi drugače. Slišal sem, prav, se bom potrudil, poskusil bom drugače naslednjič, obljubim. Medtem je avtobus že napolnil svoj rezervoar, le še v avtopralnico mora, da bo čist. Takole, gre med krtače. Takole. Odlično, avtobus je spet kot nov. Gremo nazaj k modremu in rdečemu avtomobilu. Modri avtomobil, tudi vaš servis je zaključen. Lahko odpeljete iz mehanične delavnice. Srečno in varno vožnjo. Hvala tudi vam. Tudi modri avtomobil mora natočiti bencin. Takole. Čas je, da servis opravijo tudi na rdečem avtomobilu. Odlično, tudi vi ste zaključili svoj servis. Lahko odpeljete, varno vožnjo. In že se pelje na bencinsko črpalko. Spet mora čakati. Spet moram čakati. Spet moram čakati. Pa se spet srečava.
Boš spet nestrpen, medtem ko čakaš? Ne bom, oprosti, prav si imela. Res sem bil nestrpen in čisto nič dobrega nisem s tem naredil. Veš, odločil sem se, da od zdaj naprej povsod s seboj nosim knjigo. In ko čakam, bom bral. Tako lahko kadarkoli in kjerkoli odplavam v svoj svet. Včasih pa bom izkoristil čas samo za počitek. Samo zato, da umirjeno diham in opazujem okolico. Se ti zdi to dobra ideja? Zelo dobra. Tudi jaz zelo rada opazujem mamice z dojenčki, kakšne starejše gospe in gospode, ki sprehajajo svoje hišne ljubljenčke. Pa veste, koga še rada opazujem? Najstnike, ki drvijo na svojih kolesih. Tako zelo so spretni. Če hitimo, veliko lepih stvari zamudimo. Zato je prav, da se vzamemo čas, se poglobimo vase in okolico, ki nas obdaja. Tako ne bomo nikoli nestrpni in veste kaj, veliko več bomo občutili in doživeli. Vam povem, tako kot tale rdeči avtomobil, ki je sam prišel do spoznanja, da v resnici, če malo počakaš, pravzaprav s tem ni nič narobe. Ta čas res lahko koristno izkoristiš. Zaključila sem. Si ti zdaj na vrsti? Sem. Hej, eno vprašanje. Bi lahko bila prijatelja? Seveda lahko. Z največjim veseljem. Najprej natoči bencin, potem pa se odpeljeva v avtopralnico. Lahko si pred mano, če želiš. A kje? Počakal bom, potem te pa peljem na pijačo. Dogovorjeno? Zmenjeno? No, pa pojdiva. Takole. In še lepi modri, čisti avto. No, in kje je? Še rdeči. Odlično. Tako, pa smo se danes vsi nekaj naučili. Prepričana sem, da bomo od zdaj naprej še bolj strpni po svetu hodili. Hajdi, najlepša hvala za krasen paketek in za odlično temo pogovora. Majčki moji, jaz se grem naprej igrat, ali pa mogoče kakšno pravljico prebrat. Vam pa le še en močan objem, poljubček in pa do prihodnjič.